V zadnjem času ste večkrat poudarili tudi na drugih medijih, da gredo pogovori v pravo smer, mislim na Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj. Ja, res, lahko rečem tudi, da smo izredno veseli obiska ministra danes v Kranjski Gori. Smo le ena izmed turističnih občin, ki spada pod sam Ministrstvo za gospodarstvo. Naša naloga oziroma želja je bila, da predstavimo naše vizije za razvoj turizma za naslednjih 5 oziroma 10 let in lahko rečemo, da našo predstavitev je bil minister izredno navdušen in tudi podprl taka razmišljanja, ker le velikopotezna razmišljanja so tista, ki bodo vodila turizem tudi v naslednjih letih, da bo ostal konkurenčen napram državam, ki nas obkrožajo, in v teh državah ima turizem izredno pomembno vlogo. Tako smo predstavili širitev žičničarskih naprav, ki je eden naših ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov. Poleg tega pa imamo ogromno oziroma vsakodnevno komunikacijo prek združenj, tako Julijske Alpe kot pa Turistično-gostinske zbornice, ki je na koncu kontakt tudi do Ministrstva za gospodarstvo, in sicer o dnevnih razmerah in pa informacijah, ki jih dobivamo iz terena, o stvareh, ki težijo gospodarstvo, o problemih, ki jih je potrebno reševati takoj danes, in mislim, da ta komunikacija se je v zadnjih nekaj mesecih izredno dobro, bom rekel, izvaja, kar je tudi ključno. Veliko naših predlogov je bilo sprejetih, eden od teh je tudi PKP9 ali pa interventni zakon, ena od teh stvari, kjer je kristalno jasno, da brez enkratnih pomoči za zagon gospodarstva po končanju covida ne bo mogoče, in to je tudi ena ključnih stvari, ki jih ta zakon predvideva in je težek okrog 750 milijonov evrov. V tem letu in pol času lockdowna je turistično gospodarstvo in celotna destinacija Kranjska Gora, in ne nazadnje samo Kranjska Gora, temveč celotna Slovenija, občutila zelo veliko škodo na samem področju, na poslovanju, izgubo delovne sile. Ja, res je. Lansko leto, ko se je zgodila situacija sredi meseca marca, smo govorili o šoku, in zdaj je to nekako postala realnost. Kakorkoli obrneš, se je težko prevaditi, da 8 mesecev na leto ne delaš, in tukaj mislim, da rešitve, ki bi bila lahka, ni. Zato so vse sile usmerjene nekoliko v prestrukturiranje ponudbe, nekoliko v prestrukturiranje kadrov, v drugo ponudbo, ki jo bomo kot Slovenija mogli razvijati in pa o njej razmišljati. Se je pa jasno pokazalo, kako je pomembna oziroma kako močna je odvisnost turizma in kakšne posledice lahko nosi, pa kolikor je občina kot je Kranjska Gora 100% skoraj odvisna od same dejavnosti, ki se reče turizem. Že v naših glavah še vedno, kot sem večkrat že poudaril, premalokrat povedano oziroma ljudje o tem premalo razmišljajo, da turizem ni zgolj gostinstvo in pa hotelirstvo, ampak pod turizem izredno sovpadajo tudi kmetijstvo, gradbeništvo in pa vse ostale storitvene dejavnosti, ki so vsaj v naših koncih tudi nekoliko utrpele na račun turizma kot osnovne dejavnosti kar nekaj škode. Tako da tukaj se zdaj, bom rekel, stopamo na mestu, negotovost je velika. Jaz verjamem, da bomo tudi to situacijo, verjamem, da jo bomo preživeli, ne bo pa lahko. Tega se moramo zavedati, in turizem niso samo potovanja, rožice, sonce in pa večerje, ampak je težka dejavnost, je težek posel, odvisen od ničkoliko dejavnikov, in tukaj se je točno izkazalo, da je v bistvu turizem utrpel med vsemi dejavnosti, lahko rečem skoraj da največjo škodo. Minister Počivalšek je danes nekako obljubil, da se odpirajo tudi igralnice, hoteli in na splošnem vsa gostinska in turistična dejavnost. Ja, tudi to je bila ena od debat. Občina Kranjska Gora je izredno vključena oziroma izredno pomembna dejavnost je tudi igralništvo. Imamo eno večjih igralnic v Sloveniji, ki zaposlujejo kar veliko število ljudi. Je pa res, da pogoji, pod katerim naj bi se za igralnice odprle, za nas niso bili najbolj sprejemljivi, zato je bil tudi naš predlog, da se iz kvadratnega metra prostora spremeni kriterij v število možnih igralnih avtomatov v posameznem objektu. S tem se lažje potem preoblikuje tudi sam proces dela, število zaposlenih in tako naprej, optimizira stroške in pa čim bolj gleda na možnost čim večjih prihodkov. Seveda je to en korak, drugi korak, v katerega smo pa izredno vpeti v občini Kranjska Gora, je pa to, da smo v bližini
meje z Avstrijo in Italijo, odkudar prihaja več kot 90% teh obiskovalcev in je potrebno še en problem, v narekovajih lahko rečem, rešiti istočasno. Torej tukaj eno brez drugega ne gre, igralnice same po sebi, če so odprte, ne predstavljajo strani prihodka nič, če tukaj meja ne bo odprta. Tako da tudi to je bila danes ena od debat. Je pa seveda treba upoštevati situacijo, ki jo COVID predvideva in da govorimo tukaj o bilateralnih sporazumih med dvema državama, kar pa ni tako lahko oziroma na prvo žogo tega rešiti se pač ne da.